Pozdravljeni. Danes so zopet na vrsti vaše vprašanje ter seveda pobude. Tokrat malce drugačna kot ponavadi. Kajti na vrsti je tista tematika, o kateri ste mnogi izmed vas spraševali. Namreč zanimalo vas je kaj več o meni, o moji strasti do Formuli 1, o kanalu Badger's Way, kakšna so vodila in kako praktično vsak dan nastane nov prispevek. Kot dobro veste, sem Simon. Rojen leta 76, 1900, da ne bo kakih pomot. In vsak si lahko sam izračuna, koliko sem star. Sem iz goriškega konca, živim izjemno blizu meje z Italijo, kar ste mnogi že razumeli. A mislim, da vsakomur, ki pride k meni domov, je lahko tako jasno, da sem sam navdušenec nad Formulo 1. Dovolj je, da pogleda tisto tablico na vhodnih vratih in verjetno, ko vam jo bom pokazal, bo jasno tudi vam. Jasno bo ne samo, da imam rad Formulo 1, tudi katera je moja priljubljena ekipa. A pustimo sedaj to, ni toliko važno. Mnogi ste me vprašali, od kod moje znanje o Formuli 1. In nekoč sem že povedal to anekdoto, da je odgovoren za to v bistvu Miran Ališić. Namreč pri njegovih komentarjih dirk nisem razumel nič. In ker sem hotel razumeti, zakaj gre pri tem športu, ki mi je navduševal, mi ni preostalo drugega, kot da sem se začel učiti. In tu imam srečo dejstva, da živim blizu meje z Italijo, kajti takrat sem začel redno kupovati tisto revijo, papirnato Autosprint, kjer je Giorgio Piola objavljal svoje skice in svoje razlage. Malo po malo sem začel razumevati pravzaprav, zakaj gre. In seveda moram priznati, da jaz sploh nisem inženir. Imam diplomo z obramboslovja, zato znam marsikatero stvar analizirati, a poudarjam, da nimam nobenega tehničnega predznanja. Moj vir novic, s katerimi gradim razne prispevke, je pravzaprav enak vsakemu tistemu, ki je dostopen vam. Ponavadi je potrebno malce več truda, malce več raziskav, ampak vsakdo izmed vas lahko dobi tiste delce zgodbe, ki vam jih predstavljam z dneva v dan. In seveda, sedaj je prišlo na vrsto tisto vprašanje, kako sploh nastane prispevek za kanal Badger's Way. Enostavno, ena izmed najtežjih faz je tista prva. Ideja. Kaj sploh narediti? Kot veste, imam različne tematike, katere se menjujejo z dneva v dan, da ne govorimo zmeraj o enih in istih zadevah. A vseeno, tiste dni, ko imam navdih, spravim na papir cel spisek dobrih tematik, katere potem v naslednjih dneh realiziram. No, ko je ideja praktično izbrana, ko vem, o čem bo govora, ni treba drugega kot vzeti moj ljubi računalnik, telefon, tablico in začeti zbirati podatke. A ne govorimo samo o tistih podatkih, katere ste dobro opazili, da ponavadi berem z lista, kateri se nahaja pod kamero, ampak tudi gre za izbor pravih fotografij, pravih posnetkov, katere morajo biti prave kvalitete in seveda shranjeni na disk. Zgodilo se mi je že, da sem govoril o določenem posnetku, katerega nisem shranil in sem na to porabil kar nekaj ur, da sem ga dobil nazaj. A vem, vsaka šola nekaj stane. Ko sem naredil enkrat nekako izbor tistih podatkov in približno v glavi si napravil, kaj bom povedal, si seveda naredim tiste kratke zapiske, da ne govorim na pamet raznih številk in na primer datumov ter krajev,
ter začnem snemati. In ponavadi za posnetek tistih 10 do 15 minut traja približno 1 uro, da posnamem verzijo, s katero sem zadovoljen. Odvisno od dneva sicer, ampak govorimo od 30 do 50 poizkusov. No, tukaj vaja ni še prišla v tisto fazo, da bi v prvo lahko posnel. A moram priznati, da s časom sem se navadil tudi 2 delna posnetka spraviti v enega. Tako da vam bo jasno, če boste opazili, da je nekje sredi posnetka fotografija, katera, lahko bi bilo tudi brez, tam je lahko posnetek rezan. In seveda v trenutku, ko je posneto vse skupaj, je treba še zmontirati in producirati posnetek. Torej, vse tisto, kar sem povedal in zbral, je treba odrezati, spraviti skupaj in seveda dati na YouTube. Koliko traja to povprečno na dan? Nekje od 2 pa do 3 ur. Odvisno od zahtevnosti posnetka, od dolžine, od dnevne forme in od raznih tehničnih škratov, kateri se pojavijo, ali hočem ali ne. Mnogi se sprašujete, kako mi uspe vsak dan napraviti posnetek. In moram priznati, da dostikrat lahko gledate posnetke, ki so objavljeni vsak dan, a so nastali lahko tudi dan prej. Tudi jaz rabim kakšen prosti dan ali 2 in tako naprej. A vseeno z malce organizacije se zadeve znajo spraviti do tiste stopnje, ko se to da tudi izvesti. Seveda moram poudariti, da na mojem kanalu nimam možnosti takoj sporočiti in reagirati na razne novice. Kot ste razumeli, moj reakcijski čas je tam okrog 3 ure. In v tistem času vsakdo izmed vas, ki ga zanima Formula 1, je o tem že prebral povsod drugod. Zato sem si izbral malce drugačno pot. A vseeno imam neko vodilo, katero bo malce presenetljivo za marsikoga izmed vas. Namreč dokazati hočem, da se da narediti nekaj dostojnega, tudi če se nima na razpolago ne vem kakih bajnih količin denarja. Namreč eden izmed najbolj priročnih izgovorov, ki sem jih slišal, posebej tu v Sloveniji, je ta, da mi bi naredili, ampak revčki ne moremo, ker nimamo dovolj denarja. Ne govorim, da so moji prispevki popolni, a še zdaleč nastanejo z bistveno manj vloženih sredstev, kot si kdo lahko misli. In tu bi rad poudaril, da vse, kar vidite, je posneto na nek povprečen mobilni telefon in na njem tudi zmontirano. In če pogledamo moj studio, vam moram priznati, da najdražja stvar so luči, ki sem jih dobil s popustom na Amazonu. Vse ostalo je bilo že prisotno prej pri meni, le treba je bilo poiskati in seveda spraviti v neko celoto. In ko sem začel s tem kanalom, se je vse dogajalo na kuhinjski mizi, kjer je bila edina osvetlitev okno, katero je bočno glede na mizo, in seveda tudi kvaliteta je bila takrat temu ustrezna. Moram priznati, da takrat sem vedel izjemno malo, bistveno manj kot sedaj, in se mi je zdelo to v redu. Priznam pa, da čez nekaj časa se mi bo tisto zdelo v redu in se bom obračal na ta posnetek, rekoč, glej, kako sem bil slab. Seveda, treba je poudariti, da v mnogih virih vidimo tisto pripisovanje določenih novic, brez da bi avtorji dodali nekaj svojega. In tu hočem poudariti, da mene osebno malce boli to, da nekako povzemanje oziroma združevanje raznih virov ter dodajanje lastnega mnenja je marsikomu tuje. Tisti, ki mu je všeč Formula 1, bo lahko določene novice prebral v originalnem jeziku, ukolikor ga zna. Mislim, da danes redko kdo rabi dobeseden prevod nekaterih novic.
Vem, nekaterim je izjemno udobno, da dobijo zadeve zbrane in servirane, seveda v slovenščini toliko lažje. A mislim, da je poglavitna naloga nekoga, ki se ukvarja s Formulo 1, ta, da nekaj doda. Da doda nekaj svojega. In tu ima lahko prav ali se pa lahko moti. Glavno je, da svoje mnenje argumentira. Drugače, kako bo lahko nekdo izmed vas povedal svoje mnenje, prav tako argumentirano, in kako bo lahko prišlo do neke konstruktivne debate glede tega športa, ki ga imamo vsi radi. In za konec še ena zadeva. Verjeli ali ne, Formula 1 še zdaleč ni edina strast v mojem življenju. Priznam, da jih imam kar nekaj in pri vseh sem prav tako tečen kot pri Formuli 1. To je seveda dejstvo. Hotel bi vas opozoriti na nekaj, kajti mnogi pravijo, kako živijo, dihajo za Formulo 1, kot da ne obstaja nič drugega. Sam pri takem osebku vidim samo dve možni varianti. Prva je enostavno ta, da laže in da z takimi pripombami nekako dviguje svoj status, nekako pokaže na neko strokovnost, ki se na to lahko v resnici izkaže za resnično ali pa tudi ne. A druga varianta je malce hujša kot prva. Namreč, ukolikor človek res nima drugega v življenju kot Formula 1, je po mojem osebnem mnenju malce dolgočasen človek. Vsi imamo razne interese, a tu na kanalu Badger's Way se pogovarjamo o Formuli 1. Zato druge moje strasti lepo pustim zunaj. Upam, da sem na mnoga izmed vaših vprašanj odgovoril. Ukolikor ima kdo še kako, naj jo prosim napiše v pripombah, z veseljem bom odgovoril. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.